V tem tednu so se končale krompirjeve počitnice in šolarji so se končno vrnili v učilnice. Dobro, v spletne učilnice. Ker pa istočasno od doma dela tudi večina staršev, se v mnogih družinah pojavljajo težave z računalniško opremo. Marsikdo nima tolikšnega števila računalnikov, da bi se lahko vsi otroci šolali istočasno. Večina šol je za takšne starše že ponudila rešitve v obliki izposoje šolske opreme. Ja, v mojih letih smo si v osnovni šoli izposojali učbenike, danes pa si izposojajo računalnike. Postopek je ostal več kot manj enak. Prvi učenec dobi čist lep nov računalnik, zavit v plastično folijo, ta ga pol vrne, rahlo popisan ga, zataknjeno žvečilko. Drug učenec pa k temu doda še napis Matic plus Sara. Pa sliko kurca. Rečemo, da tega. Kot nam razloži naslednja gospa, pa se še večji računalniški problem pojavi pri dijakih v srednjih šolah. Srednješolka rabi 2 ali 3 kamere, ko pišejo teste. To se zdaj že dogaja. Skratka, telefon, laptop, računalnik, na enem bere, en jo snema, na drugem ima pa nalogo. Ja, srednješolke med pisanjem testov potrebujejo več kamer, da lahko zberejo, iz katerega kota bolj zgledajo. Kaj da ne poznam ta občutek. Sovražim to kamero, ki mi podbradek naredi. Bež s tem. Popolnoma drugačne računalniške probleme pa imajo starši srednješolcev. Te se boje kar pogosto zaklenejo v sobo, ko preživljajo čas za računalnikom. Zgleda, za šolo res rabijo mir in koncentracijo. Pa robčke. Da si obrišejo solze, če slučajno pogrnejo kontrolko, kaj? Predvidevam. Šolanje na daljavo pa je še dodatno razkrilo probleme na območjih, ki jim pravijo bele cone in niso pokrite z internetom. Večinoma se problemi pojavljajo v regijah, ki so manj razvite, manj premožne in nasplošno za cajtom. Oziroma, drugače rečeno, v Prekmurju. Ogromno otrok pri nas nima možnosti, da bi normalno delalo preko spletne povezave. 100% rešitve v tem trenutku ni, dokler ne bomo imeli urejenega dejansko sistema 4-pasovnega interneta. To, da v Prekmurju internet resnično ni prioriteta, se vidi že po tem, da niti tamkajšnji župani ne razumejo, kako deluje internet. Internet je širokopasoven. 4-pasovna je lahko sam cesta. Gospod je najbrž predvideval, da je njihov internet počasen, ker je dvopasovn, pa se pa nekje začneta kamiona prehitevati, pa se vse ustavi. Zadnja težava, s katero se v spletnih učilnicah soočajo predvsem mlajši učenci, pa je nerazumevanje internetne komunikacije. Najmlajši šolar je zadnjič imel pogovor z učiteljico in je bil par sekund tiho. In mu je učiteljica rekla, da ga ne sliši in je prišel k nama, da mu je internet dol padel, ampak ni ga pa slišala, zato ker je bil tiho. Da bi preverili, če je spletna komunikacija z otroki res tako zahtevna, se zdaj obračamo na našega obalnega korespondenta in eksperta za prejemanje sporočil od 12-letnikov, Marka Žerjala. Marko, kako komentiraš to vrstne zaplete in nesporazume? Čau, Jure. Ja, žal je res to, kar pravijo. Otroci preprosto niso sposobni internetne komunikacije. Večina interakcij, ki jih imajo na družbenih omrežjih, je to, da ti preprosto napišejo tvoje ime, kot da si ga mogoče vmes pozabil, ali pa kar mi gre še bolj na živce, to, da ti pomahajo. Zakaj ta funkcija sploh obstaja v klepetih, mi ne bo nikoli jasno, ker edino, kar z njo sporočiš, je to, da imaš več prostega časa kot zdrave pameti. Ni čudno, da jo otroci obožujejo. Aha, razumem. Kaj pa je pri tistih otrocih, ki pa dejansko spravijo nekaj besed skupaj? Je vsaj z njimi možen kakšen dialog preko spleta? Žal ne. Tudi s takimi otroki je internetna komunikacija misija nemogoče. Recimo pred kratkim sem od mojega odraslega oboževalca dobil tole sporočilo, ki mu ga je spisala njegova 6-letna hči, medtem ko je starejšim sinom gledal moje posnetke. No, poskusite to prebrati, če vam uspe. Na srečo mi je oboževalec poleg samega sporočila poslal še prevod in sicer: prosim, lahko nehajte gledati Markota Žerjala. In sej ne rečem, sej ljubko, da mlada deklica skuša pridobiti pozornost očeta in brata s takim sporočilom, ampak predstavljajte si, da ste vi učitelj in morate cele dneve analizirati take spiske. Mislim, preden bomo otroke lahko dali v spletno učilnico, bomo mogli prvo imeti še eno spletno učilnico za učitelje, da se naučijo te stvari dešifrirati.
Hvala, Marko. S tem prispevkom tudi uradno zaključujemo današnji segment. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.